Ja, lep pozdrav vsem, drage dame, čudovite ženske, ne. Danes smo se zbrali, jutri je 8. marec. Hvala vsem in dobrodošle na čajanko. Želim si seveda, da bi ta čajanka bila taka zelo lahkotna in brezskrbna, tako kot mora biti vsaka menstruacija, kot jaz temu rečem. Danes sem povabila Tanjo, in sicer da začnem pravzaprav, mogoče se moram celo najprej jaz predstaviti, da me spoznate, tiste, ki me še ne poznate. Jaz sem namreč ustanoviteljica Lali Cup menstrualne skodelice, sem Mateja Kalin in pravzaprav si želim ženskam dejansko uresničiti tiste brezskrbne menstrualne dni. In to je res moj srčen namen. Je pa res, da je to bolj fizičnega pomena, se pravi, da vam pomagam oziroma da pomagam ženskam, da nimajo problemov, da premočijo hlače ali pa, se pravi, predvsem tiste, ki imajo najbolj močno menstruacijo, in ulovim vsako kapljico krvi, da ne gre kam drugam. Medtem ko Tanja pa moja sošolka iz Zlatega kluba, in sicer tam se učimo podjetništva. In ona je v bistvu, mislim, da so se takoj zaštekale po domač povedan, in ona je sicer pred parimi ali 10 leti, je bilo to, ko si ustanovila moj kristalni portal Moje prebujenje in se v bistvu ukvarja s kristali, s kristalno terapijo in tako naprej. In po pravici, zdaj bom čisto po pravici povedala, da sem si rekla, dobro, nisem še tam pri tistih kristalih, ampak Tanja je pa res fajn punca, ampak nič hudega, bom že vprašala okoli kristalov, ko bo čas za to. In vmes je, mi smo tam že 5 let v tej šoli, in nas je vedno, vsaj mene, tako sem opazovala Tanjo, kako me je dobesedno kar malo prehitevala po desni, tako da je tista, ki je imela same petke, ki je šla na živce v šoli. In potem sem se začela spraševati, pa dobro, pa Tanji, spet je ratal ta summit, ki bi ga v bistvu jaz mogla narediti, in potem si mislim, pa dobro, res mora biti nekaj v teh kristalih, res te morajo podpirati, lejo, kako se smeji, kako je vsa žari, in tako da sem rekla, zdaj pa, da jo izprašam in da mi pove vse formule možne. In evo, to je Tanja. Mateja, hvala za to čudovito predstavitev. Nisem te dojemala, da me dojemaš, da te prehitevam po levi s petkami. V bistvu, jaz bom tako rekla, jaz sem toliko hvaležna, da sva se spoznale, da si tudi ti prišla v moje življenje. Ja, jaz sem Tanja Podrebršek-Sekirnik, sem kristaloterapevtka od glave do pet. Tisti, ki me poznate, veste, da se s kristali ukvarjam že od malih nog, že kot majhna punčka so mi bili všeč, zdaj zadnjih 15 let pa zelo intenzivno. Mogoče se s kristali ukvarjam res na malo drugačen način kot klasični kristaloterapevti, ker vse te informacije, ki jih jaz imam o kristalih, nimam iz knjig, nimam iz Googla, ampak jih imam dobesedno iz samega vira, iz kristalne zavesti in iz kristalnih kraljestev. In mogoče je tukaj tista pikica na i, ki me dela malo posebno, ker res, če bereš knjige, to je v bistvu, vse je super, vse informacije so fantastične noter, ampak glede na to, koliko hitro se premikajo stvari, koliko hitro gre tudi zavest se dviguje, koliko hitro se ljudje prebujamo od znotraj navzven, so to zastarele knjige, tudi če so stare 2-3 leta. In zato je tisto, kar si povezan pa direkt z tekočimi informacijami, to je tako kot recimo pri vremenu, nič ti ne nuca prognoza za včeraj, ti jo rabiš za danes ali pa za jutri. In tukaj mogoče je ta ščepec, ki je super, da ga imamo, in tukaj je tudi moj glavni namen je,
da predajam svoje znanje o kristalih, da učim o tem, kako kristale uporabljati aktivno. Ni zadosti, da imaš ti en čudovit kristal, jaz sem si tukaj zadala en lep srček roževca, ampak ni zadosti, da ga imam jaz sem tukaj na mizi, ampak ga moraš uporabljati. To je ta catch, ki ljudje večinoma ne delajo. Si kupijo lepe kristalčke, jih dajo nekam na poličko, jih dajo v žep, pod polšter in to je to. Premalo. Če hočemo mi imeti učinek, rezultat, moramo nekaj s kristali narediti. In tega nas pa nihče ne uči. In tukaj sem pa jaz in to znanje to je pač tista moja življenjska pot, moje življenjsko poslanstvo, ki ga z največjim veseljem predajam in res tukaj sem danes, da vas podprem v tej smeri. To je tako, kot Mateja, ti, tudi če bi jaz imela, jaz sem pa pri tebi tako hvaležna, da sem dobila tvojo menstrualno skodelico, ki je meni zadnja leta. Na začetku mi je reševala dopuste, zdaj jo pa skozi uporabljam. In isto bi bilo, če bi jaz imela samo menstrualno skodelico nekje na polički, pa bi jo vsak mesec sem gledala. Ne bi imela neke koristi od nje. Tako pa jo vtaknem, tjaka jo moram, in enostavno potem je veliko lažje. Je pa res, kar jaz opažam, da je zelo pomembno, da... Ja, mačka! Živjo, Nežka! Vidiš, poslušam še predavanje. Ne, samo to zato, da vidim, ko bojo govorile, oziroma, ker sem prejšnji petek. Damica! Koliko smo veliki! To boš rekla. Mogoče pa bi mogli Nežko malo dati takole. Utišati. Ker najbrž se ni javila z namenom. Je bila mogoče kakšna tipka pritisnjena. Skratka, hotela sem samo to reči, da je zelo pomembno, da se tudi v času menstruacije, ki je za ženske tak sveti čas, ki se mu res, to je tak svet, danes sem prav razmišljala še dodatno, ker sem vedela, da se srečava tukaj, mi je tako prišlo, to je naš sveti čas in to je v bistvu tak blagoslov, ki ga imamo ženske. Čeprav večina žensk menstruacijo vidi ravno v obratnem pomenu, v obratni sliki, da jo zavira, da so bolečine, da je nekaj neprijetnega, pa ni res. In ko sem se jaz tudi, jaz sem zelo intuitivna, zelo se rada povežem s svojimi vodniki, tudi s kristalčki in je bilo tako rečeno, tako mi je bilo lepo predstavljeno, drage ženske, skrbite zase in menstruacija je čas, ko te telo opomni, to je tvoj sveti tempelj, poskrbi, sprosti se, spusti stvari, daj čas sebi. Mi imamo pa ogromno izgovorov v času menstruacije, nimam časa počivati, ne morem si vzeti fraj. Se verjamem, da si ne moreš vzeti enega tedna prostega. Tu včasih je en dan težko vzeti. Ampak lahko pa si rečeš, prvi, drugi dan menstruacije bom pa nežna do sebe, pa ne bom posode pomivala, tudi če bo posoda tam 2 dni. Ali pa ne vem, pač ne bom kuhala, bom pač naročila, ali pa bo pa mož skuhal, Tako so mi dali jasnost, samo organizacija in prioritete so tiste, ki si jih moramo ženske postaviti in se v času menstruacije negovati. In ko se bomo negovale v času menstruacije in hkrati, tukaj je bilo pa še, to sem pa že včeraj razmišljala, kako bi lahko ženske ful podprla, mi je bilo pa jasno dano vedeti, da čas menstruacije je samo tista pikica na i, ki ti pokaže, kje v življenju v bistvu ne skrbiš zase. Bolj, ko so boleče menstruacije, bolj se moraš vprašati, kolikrat si šla čez sebe čez mesec. Bolj, ko so nežne menstruacije, bolj si ti usklajena s svojo energijo. In tukaj, ko delamo s kristali, smo vedno zelo usklajeni. Jaz menstruacije ne vem, da jo imam, si pa res vzamem takrat čas za počitek. Ni vedno tako, da imam cel dan frej, pa noge v luft, pa nič ne delam. Včasih imam tudi kaj za delati, ampak nisem v pisarni, grem pa na kavču delam, tako da ti je udobno, da poskrbiš zase. In tukaj mislim, da ne smemo imeti izgovorov več ženske, ker vedno imamo lahko izgovor ali pa gremo v akcijo. In tukaj se moramo same odločiti. Ko imaš ti neko prioriteto, če si ti daš nekaj za prioriteto, boš to uresničila. Imamo pa velikokrat rade te izgovore. Je pa zelo pomembno tudi, da čez mesec skrbimo. Ne samo takrat, ko imamo menstruacijo, ampak čez cel mesec, da skrbiš zase, da si nežna do sebe, da imaš mogoče kakšne ritualčke. In tukaj, Mateja, ne vem, jaz sem dobila eno tako idejo, pa boš povedala, če ti je to v redu.
da bi te tvoje drage ženskice malo pocrklala in bi jim eno darilce dala v smislu, kako lahko, danes bova seveda govorila o menstruaciji, pa kako v času menstruacije poskrbeti, ampak za darilce bi jim pa dala eno tako kristalni ritual, ki ga delaš vsak dan čez mesec, tega, da si vsak dan čez mesec ljubeča do sebe in ko pridejo tisti dnevi menstruacije, je menstruacija nežna, ljubeča, ne boleča. In tukaj sem mislila, da bi dali en tak kristalni ritualček, pa bi jim potem, boš ti povedala, kako poslale, oziroma bi jim posnela, da res poskrbimo za sebe, ker, a veš, ne moreš v 2 dneh menstruacije vsega rešiti, a ne? Ampak je vse, kar se nabere. Super, Tanja, res ful hvala iz srca, zares, ker ravno to, ne, jaz se zdaj učim, dejansko ta trenutek se v bistvu učim nekako balansirati med fizičnim pa nekako energetskim svetom, a ne, ker ni vse to, kar primemo, čeprav sem zelo realna oseba in vse, ampak ravno zato sem te tudi povabila, ker jaz dejansko z izdelki, ne, jaz imam izdelek za menstruacijo, medtem ko ujame kri, ga naredi sicer super v nekem fizičnem nivoju, a ne, se pravi, si brezskrbna, lahko greš plavat, lahko normalno spiš in potuješ po svetu brez skrbi. Kaj pa bolečine, kaj pa boleče menstruacije, kaj pa PMS, kaj pa cel cikel, a ne, ki je v bistvu včasih lahko zelo neprijeten, lahko si ga pa naredimo sebi v prid. In ja, če si zelo tako fizičen, včasih ne vidiš tega, a ne, in je težko sploh danes vse to zajeti v eno celoto in v bistvu imeti to balans v življenju, ne, tako da se moramo pa skozi malo spominjati, ne. Ja. Res je, ja, in to je tisto, ne, kar je zelo pomembno, da smo holistični, se pravi, da gledamo iz vseh zornih kotov, ne, da poskrbimo iz tega fizičnega dela, ne, da si čim bolj, v bistvu, da smo v času menstruacije čim bolj podprte, da imamo najbolj naravne, od vložkov do spodnjih hlačk, do menstrualnih skodelic. Jaz moram sama povedati, Mateja, da glede menstrualne skodelice, jaz uporabljam tvojo, jaz sem ful zadovoljna. Imam pa prijateljico, ki pa je uporabljala eno drugo in je bila tako, Tanja, to je tako trdo, to je za nikamor, jaz tega več ne bom uporabljala. In ko sem ji pa rekla, daj vzami od Lalicap, ne, pol je pa rekla, to je pa nekaj čisto drugega. Rekla, to je pa nekaj čisto drugega. In a veš, tukaj moramo biti tudi malo zbirčne ženske, ne, da res imaš tiste stvari, ki so res kvalitetne. Včasih mogoče si rečeš, pa ta je pa za 3 evre dražja. Pa kaj ti to nuca, če potem lahko toliko večje obdobje, pa tiste 3 evre greš na eno kavico, pa jih ni več, ne. Isto je pri kristalih, ne, jaz velikokrat opažam, da ljudje rečejo, pa ta kristal je pa dražji, ker ne vem, oni drugi trgovinci. Ja, ampak jaz vem, zakaj je dražji, ker je kvalitetnejši, ker je prečiščen, ker je resetiran, ker je kristal, ki ga lahko takoj uporabiš in boš dobila takoj podporo. Če pa ti kupiš en kristal, ne vem, na neki tržnici, ki ima polno enih energij še noter in ga uporabljaš, imaš lahko čisto druge učinke, ne. Tako da tukaj se mi zdi, res je treba in z tega fizičnega vidika negovati se v času menstruacije z pravimi izdelki in pa potem res iz tega, bom rekla, bolj eteričnega, energijskega vidika, kako zase poskrbeti, prvič v času menstruacije in čez cel mesec. In to ni zdaj tako, da ne bo kjera zdaj mislila, zdaj bom pa mogla 3 ure meditirati na dan, ko bo Tanja rekla, pa ta kristal ne vem, kaj delati z njim. Ni res. 3 minute na dan ti vzame, pa se lahko zelo lepo dejansko vsak dan energijo sčistiš, greš. Zelo pomembno je, da si v ljubezni do sebe, a ne, in ti kristali te tukaj lahko res podprejo. Super, glih to sem hotela vprašati, kako zdaj, na primer, nekdo, ki ni nikoli uporabljal niti kristalov, niti verjel, ampak bi si nekako pomagal, ali pa kaj pa, če je vse res, kaj pa, če probam, kako bi ti recimo rekla nekomu, ki bi bil začetnik v tem, oziroma ki bi si rekel, ajde, daj da probam, da vidim, evo, tale Tanja, to nekaj njej to kratuje, jaz moram tudi to probati, te kristale, ne. Kako bi jaz to zdaj začela?
Ja, a veš, da ogromno ljudi v moji okolici je točno na tak način začelo delati s kristalom, ker je videlo, pa Tanja, pa ti imaš kar rezultate, ne? Tako kot si sama ti rekla, ko me vidiš, ne? Na kakšen način delujem. Dejstvo je, da itak z svojim vzgledom vodiš. Zdaj, če sam nekaj govoriš, pa delaš drugače, to je le larifari. Zdaj pa, kako pa s kristali? Ja, kristali so ena, tako bom rekla, sicer, ko ga vidiš, ne, ponavadi, kako so lepi, čakaj, jaz si bom ene par tako pokazala, zdaj ne vem, kako se vidi dobro na kameri, ne, so ful lepi kamenčki, bom rekla, ne, ampak po drugi strani so kristali, bom rekla, živa bitja. Zdaj, marsikomu bo to, Tanja je čudna, ampak vse ima energijo, vse ima energijo. In kristali imajo vse skozi enako, različni kristali imajo različno vibracijo, različno energijo. Mi bomo danes malo govorili o kristalu karneolu. To je odličen kristal za naše maternice, prižiga maternico, jo neguje in tudi v času menstruacije je super, da ima maternica podporo. In pa bomo tudi malo govorili o kristalu mesečevem kamnu. Ampak kristali, zdaj, če na splošno rečem, mesečev kamen, že samo ime pove, ne, luna, ne, ženske smo zelo povezane z luno, s tem nihanjem, z vodo, čustva, ne, to smo ženske. Mesečev kamen je pa fantastičen kristal za naše jajčnike. Tako da vsak kristal ima pa svojo vibracijo. In kako kristali delujejo? Kristal ima vibracijo in je skozi enaka, skozi je prava, bom rekla, skozi je taka, tista, ki te podpre. Naša vibracija, ne, je pa zelo, bom tako rekla, raznolika in pestra. Enkrat smo vesele, ne, pol pride PMS, pa si 5 minut tečna, 5 minut se smejiš, 5 minut si jezna, ne. Naša vibracija zelo vibrira. Se pravi, je različna. Ko pa mi začnemo delati s kristali, kaj se zgodi? Glavna naloga vseh kristalov je, da vse, kar je v neravnovesju, vse, kar je v kaosu okrog njega, spravi nazaj v ravnovesje, nas podpre. In ko imaš ti kristal pri sebi, bo kristal avtomatsko začel uravnovešati tisto, kar pri tebi ni v ravnovesju. In v času, seveda je pač, mogoče še to, da rečem, pri kristalu zelo pomembno, da so kristali prečiščeni, in da so resetirani na nulo. To je osnova. To je tako, kot če bi, ne vem, šla z umazanimi čevlji po stanovanju hoditi. Ne bi bila glih zadovoljna. Isto je s kristali. Kristal moraš vedno, jaz pravim, vsaj z 7 tehnikami prečistiti in pa tudi resetirati na nulo. Ko ga čistimo, ga prečistimo ta fizičen del, ko pa resetiramo na nulo, pa njegov energijski del prečistimo, ki je veliko večji od fizičnega dela. In to je tisto, kar je pomembno. Se pravi, da imamo kristal, ki je prečiščen, resetiran in potem ga lahko tudi programiramo, kar pomeni, da mu damo namen, ne. Če bom jaz, recimo, jaz imam prav en paketek, se tudi ta paketek bo pa puncam na voljo, je v moji spletni trgovinci, pa bo puncam tudi na voljo zdaj znižan. Jaz imam paketek, ki imam noter karneol in pa dva mesečeva kamna. To je kompletek za nego med menstruacijo. To je fantastičen, zato ker so tudi programirani. Ta je programiran karneol za nego moje maternice, se pravi, da se z lahkoto, nežno odstrani, pač izloči kri menstrualna, da ni nobenih krčev, da ni nobenih večjih kosov, se pravi, da gre lepo ven, nežno. Medtem pa, in hkrati je to karneol, drugače ženske, je super kristal, da ga imaš tudi kje na nočni omarici, potem izven časa menstruacije, ker je kristal, ki te prižiga, kristal strasti, kristal, ki dviguje libido, kristal, ki je res tak, tudi ga lahko zdaj, če ga pa za druge, ne, ker maternica ni samo za rojstvo otroka, ampak je tudi za rojstvo projektov, ne, in tudi ta kristal zelo lepo podpira nove projekte, nove začetke, če gremo malo širšo sliko, ne. Po drugi strani imamo pa kristal mesečev kamen, tu pa ne vem, koliko se zdaj dobro vidi. Mesečev kamen je lahko različnih, od rjave do bele barve. Tako, da ne bo kdo presenečen, če bo, ne, rjava, siva, bela, maso različnih. Odvisno od tega, kakšne primesi so noter. To je pa odličen kristal tudi v času menstruacije za naše jajčnike. Zato, ker neguje, jajčniki so pa naši organi novih idej in pa hkrati nekaj v jajčnikih so naša jajčeca, ne, je novo življenje, ne.
in te tukaj neguje. In ko imamo mi te kristale v času menstruacije, avtomatsko se bolečine zmanjšajo, če je zdaj kaki krči, niso več tako močni. Jaz se spomnim, da sem imela pred leti, pa glih danes sem razmišljala, kdaj je bilo to je bilo 10 let nazaj, glih je imela hčerka en nastop, jaz sem pa menstruacijo dobila in je mene takrat sem jaz glih malo tako začela res malo bolj se globinsko ukvarjati s kristali. In načeloma so moje menstruacije bile vedno okej, takrat me je pa začelo ful boleti in se pa, kako bom šla jaz tam na stop, če mene to vse boli. In potem se jaz rečem, okej, se moram pa s kristali podpreti. In sem se točno s to kombinacijo, ki sem ti jo zdajle pokazala, podprla za 10 minut. Nič več me ni bolelo. Nič več. Je pa res, da sem si pol tale 2 kristalčka kar gor prilepila na jajčnike in sem šla v svet. Tako da res deluje. Mislim, jaz bom tako rekla, probaj pa boš videla, to je najboljše, zato tega, ker vse ima vibracijo. In ta vibracija kristalov dejansko da vse v ravnovesje. In to je tisto, kar potem prinese rezultat. Kdaj ga pa že lahko začnemo? Mislim, kdaj pa bi v bistvu začeli to delovati? Kako to misliš? V času menstruacije? Super je, če ti veš, recimo, jutri bom imela menstruacijo, da si že mogoče kak dan prej kristalčke pripraviš. Zdaj tako, kot sem že na začetku rekla, s kristali je treba delati. Ni zdaj samo, da imam jaz tam kristal, pa ga gledam. Zato jaz tudi zraven kristalov, ki ti jih pošljem, pa tudi imaš vedno zraven tak programček, tak mini tečajček, da ti razložim, kako z njim delaš, kako se z njim povežeš in potem dejansko kristal začne nate delovati. Pač to je vodena meditacija, kako se poveže z njim in potem zelo hitro. Malo je sicer odvisno, koliko boš ti dovolila, ker kristali, če ti ne boš dovolila, da delajo, ne bojo delali. Okay? Ker mi imamo še vedno svobodno voljo. Če jaz nekaj ne želim, pač ne bo moglo delovati. Tudi če jaz zadanem na lotu, ne vem, 2 milijona, pa če jaz nočem tistega denarja dvigniti, pač moja svobodna volja je, da ga ne dvignem, pa ostane tam na loteriji. Isto je pri kristalih. Jaz jih lahko imam tam, pa če jaz rečem, da se to ne deluje, jaz ne bom, pa tudi ne bo rezultata. Če pa si daš tisto meditacijo gor, kratka je 10, ne vem, mislim, da je 13 minut, ni dolga, par minut, si daš gor, si vzameš malo časa zase, si daš kristalčke gor, jaz potem po noči si jih kar dam za hlačke noter, pa spim z njimi. Tudi če mi kam grejo levo, desno, jih zjutraj poberem po postelji in to je to. Ampak je res pomembno, da imamo nek odnos do kristalov, ker vseeno so živa bitja. In koliko imaš ti pol teh kristalov pod polštrom, recimo? Zdaj tako, nimam prav veliko, ker jaz tudi ne priporočam, da imaš naenkrat, ne vem, 30 kristalov pa z njimi delaš, ker pol to, veš, ni to. Zdaj v času menstruacije imam te 3 kristale in to je to, nič več. Imam pol še kakšen kristal za kaj drugega, ampak ne rabiš več podpore. Je pa res, da je super, da, tako kot sem rekla, da se tudi čez mesec neguješ. Jaz imam recimo zelo rada tudi kristalni nakit. Tukaj imam zdaj obesek, da ne vem, koliko se vidi, iz roževca. Roževec po moje poznamo več ali manj vse punce, to je kristal ljubezni. Predvsem, da jaz ga imam gor z namenom, da imam ljubezen do sebe. Zato, kako imam ljubezen do sebe, ko sem ljubeča do sebe, nežna do sebe, poskrbim zase, potem sem polna in potem lahko tudi za druge skrbim. To so taki mali triki, ki te nič ne stanejo. Je pa res, da moraš imeti kvaliteten kristal, prečiščen in resetiran. Zato tudi v moji trgovinici dobite same take kristalčke, če bi katero zanimalo. Lahko se pa sama naučiš, kako vse to delaš, če imaš svoje kristalčke. Tako da tukaj super je pri kristalih, da imamo zdaj malo znanja, ker potem imamo ful večje rezultate. Seveda, saj jaz te dobesedno sprašujem zdaj prav tako laično, ravno zaradi tega, recimo, ko si rekla, da je treba delati z njimi, to pomeni, da če hočeš imeti podporo, si jih daš na neko mesto, meditiraš in to zdaj pol vsak dan, ali kako je to pol?
Ja, super vprašanje. Mateja, ful fajn, super vprašanje, ker vem, da to marsikoga zanima, a ne. Meni je to vse logično, ne vem, tako, ne? Ne, ti se s kristalčkom povežeš. Prvič, drugič ti je meditacija v podporo. Potem, ko pa ti že kristalček poznaš, ne, to je tako, kot smo se učili v avtošoli, ne. Na začetku si imela inštruktorja s sabo, zdaj se pa usedeš za volan, pa niti ne razmišljaš več, da moraš s klopko pritisniti gas, šalthebel uporabiti, ne. Tukaj je zelo podobno. Ne? Jaz, ko imam te moje kristalčke za menstruacijo, jih sam vidim, rečem, joj, kristalčki, res zelo pa rabim podporo, menstruacijo imam, a veš, kaj si želiš, ne? Včasih imaš veliko še za narediti, pa rečeš, a veš, kaj jaz naredim? Jaz bi hotela potiho povedati, pa itak me slišite. Jaz včasih, ko vem, da imam da bom dobila recimo jaz sem kar točna menstruacija, pa se čutiš, ne, v telesu, ne? Kaj jaz naredim? Jaz včasih rečem kristalčki, dajte mi za en dan prestaviti menstruacijo, če imam kako tako zadevo. In mi naredijo. A daj ga sra. Ne, resno. To se da, to se vse da. A veš, samo zmeniti se moraš, ne? Samo zmeniti se moraš. In potem naslednji dan, pa rečem, obljubim, da bom pa jutri počivala, pa da si bom vzela malo na off, pa a veš, da bom, zato ker naša maternica, to je vir naše moči. Mi se tega ful ne zavedamo in gremo preko sebe. Največjo škodo si delamo ravno v času menstruacije, ker gremo preko sebe. Takrat bi se mogle vzeti čas zase. Takrat bi mogle reči, ok, zdaj pa, lej, bom spustila vse tisto, kar ni nujno. Mi pa takrat vse, kar ni nujno, pa kar je nujno, vse hočeš narediti. In, ne? Takrat se moraš samo ustaviti. In veš, kaj je fora? Kristali te spomnijo na to. Aha, le, moram se ustaviti. Jaz ga sam vidim, pa se reče, menstruacijo imam dobro. A veš, ti misliš, ker kristal svojo vibracijo ti odda to informacijo in ti, ko ga vidiš, se avtomatsko to spomniš. In se mogoče malo počasniš in se rečeš, ok, ne rabim jaz tega naročila danes, tudi če bojo stranke dobile, ne vem, moje lalika skodelice, jutri bo čisto v redu. Danes pa počivam. Ne, tako, da tukaj, da se ustaviš in kristali te tu ful podprejo. In na koncu, kaj se zgodi, ko se res podpreš s kristalčki, ti prinesejo še več obilja v življenje, no. Dobro se sliši tole, ne? Ja, ampak res je pa treba uporabljati, no. Zdaj pa tako, kot si rekla, prvič, drugič, tretjič, imaš meditacijo, imaš tam video, ki ti točno pokažem, kako, kdaj, kam daš gor. Je pa čisto preprosto, ne, poveže se s kristalčki, tega daš na maternico, tale dva daš na jajčnike in če že samo to narediš, pa si vzameš 5 minut za sebe, pa si sam dovoliš, pa začutiš, ne, ker kaj je pomembno, da ti začutiš svoje jajčnike, da ti začutiš svojo maternico, kristali se bodo itak povezali in potem bo to samo še večji vpliv, ne, vse bo šlo bolj nežno, vse bo šlo bolj ljubeče, to je namen tega, ne, da boš ti spočita in če se ti v času menstruacije spočiješ, napolniš, nahraniš, ja boš čez cel mesec imela ogromno energije. Če se pa ti v času menstruacije iztrošiš, greš preko sebe, ja, potem bo pa mesec še težji in bo potem, ko prišla spet menstruacija, bo menstruacija še močnejša, še bolj boleča, ne, in to je pol ta začaran krog. Samo začni počasi, tako da jaz vam bom punce pripravila tisto, kako skrbeti zase skozi mesec, pa to ne pomeni se, da če imaš zdaj zelo močne menstruacije, pa boleče, da bo pa naslednji mesec že vse v redu. To je proces, postopek, saj tudi sama do sebe, ne, boš videla, včasih boš naredila to, pa boš kak dan pozabila, pa ne, lej, sem včeraj naredila in reči, ja, lej, saj včeraj sem naredila, ne. Mi gremo pa v sodbo, to ni v redu, ne, moramo biti ljubeče do sebe, to se mi moramo naučiti, ne. Vsak dan se spomniti na to, ne, da se imamo v bistvu res rade, da smo res super, ne. Tale kristalček je ful dober, to te skozi spominja na to, pa še na srcu je, a ne, tudi to je pomembno, kam damo kristale, ne, ker ta je za ljubezen recimo in ga imaš na srčku in ti avtomatsko skozi pač energijo ljubezni ti oddaja in pač, ko si ti v ljubezni, pač ne greš preko sebe in tudi ne greš preko drugih. Pa še lep je, ne? Pa še lep je, ja. Ja. Lepo, res, v bistvu, zdaj res lepo, no. Saj na koncu koncev, še to me zanima. Kje pa jih imaš vse?
kako imaš spravljene kristale? Jaz jih imam čistko v takih lesenih škatlicah, ne, ker teh recimo za menstruacijo pač ne uporabljam čez mesec, jih uporabljam samo takrat tiste dneve, ne. Imam take lesene škatlice, jaz jim dam noter še malo vatke, polupčkam jih, preden jih dam noter in jih pol noter pospravim. Lesene škatlice, ne vem, lahko kupiš kakem, se veš, Tediju, tako da. Je pa fajn, da so v naravnih materialih, no, to mogoče, da ni, mislim, tako, les je super, da ni kaka plastika, no, to. Se pravi, v bistvu za menstruacijo rabiš te 3, pika. Tako, te 3, to je osnova, ne. Seveda lahko Ja. ti potem še kaj drugega delaš, recimo jaz konstantno vsako jutro v času menstruacije pa čez cel dan pijem kristalni eliksir Ljubeča do sebe. Kristalni eliksiri so pa v bistvu posebni kristali, ki jih daš v vodo in ti vodo energizirajo, ne. Saj kristalov ne popiješ, piješ vodo, ne, ampak to recimo lahko čez cel mesec, da zjutraj si jaz čajček skuham iz tega eliksirja, ne, ker mi smo itak iz vode. In če ti v svoje telo vneseš informacijo že zjutraj, navsezgodaj, ljubezen do sebe, je to nekaj zelo dobrega, ne. V času menstruacije pa pijem čez cel dan. Pravi, čajčke, lahko si kavico skuhaš, lahko kuhaš s tem, lahko si juhico narediš, tako da imaš pol, lahko vodo samo to piješ. In že na ta način recimo tukaj je meni, eliksiri so meni, tako bom rekla, osnova, potem pa pol delaš nadgradnje lahko. Se pravi, osnova je že to, da spiješ to vodo, če govorimo o teh za menstruacijo, ne, potem si jih pa daš šele na telo in... Ne, ampak to niso isti kristali. Super vprašanje. Kristali za vodo so pač posebni 3 kristali so, čisto ločeno in tiste imaš vedno in samo v vodo. Jih imaš kar v vrču lahko in potem vsak dan piješ tisto vodo. Tele kristalčki so pa potem, ko si jih polagaš na telo v času menstruacije. Nikoli, drage moje, tiste, ki poslušate, nikoli pa kristalov, ki si jih polagala na telo, ne dati v vodo in pol tiste vode piti. Okej? Zato tega, ker kristali, ki jih polagamo na telo, tudi marsikaj ven potegnejo. In če niso res zelo čisto prečiščeni, bo tisto, kar je v kristalu, šlo v vodo in boš spet spila. Tako da posebni kristali so za kristalni eliksir Ljubeča do sebe. A bi jaz dala kam v komentar mogoče kaj? Ne morem zdajle, ne? Saj mogoče boš pol dopisala. Ja, mogoče ti bom, ali pa bom tebi poslala kaj, ne? Tukaj lahko dam. Tukaj je tale paketek 3 kristalčkov. Odlično. Evo, tole sem našla. Za eliksir pa zdajle nimam. Za eliksirček pa zdajle nimam. Tako da ti bom pa pol poslala, pa boš magari puncam poslala zraven povezavo, kako lahko se podprejo še z kristalnim eliksirjem. Tisti je res super. Pa eliksir lahko pije cela družina, vsi, medtem pa te kristale, ki si pa polagaš, nikoli ne posojaj drugim. Zato, ker se potem lahko prenašajo. Če bi jaz to moji hčerki posodila, bi ona lahko imela, ne vem, če bi jaz imela močne menstruacije, težke, bi lahko ona to dobila, ne? Tako da kristali imajo spomin in jaz vedno rečem, kristali so kot zobna ščetka. Ne posojamo jih, razen te, ki so v vodi, pa ki lahko pijemo. Ali pa če so resetirani, kakor si prej rekla. Ja, ampak še to rajši ne, no, rajši ne. No, prav, zmenen. Čistko, ker jaz imam stranke, ki vem, da ne vem, mož pa žena, pa sta si jih malo menjavala, pa je mož imel prej migrene, pol jih je še žena dobila, pa ji ni bilo jasno, zakaj. Veliko imam takih primerov, tako da se res energije prenesejo. Pa nima smisla, da bi si, že tako imamo sami dosti problemov s seboj, da bi si še od drugih vzeli kakšne izzive, a ne? Seveda, se skodelice si tudi praktično ne menjajo, tako da... A ne, da ne. Ja. Jaz sem tudi hčerki kupila že skodelico, še nima menstruacije, pa ima skodelico, pa ima one hlačke, tiste ta-sive. Tako da smo pripravljeni na vse in mi je tako, res mi je, meni je super, da dejansko ima kvalitetne izdelke
in hkrati, da se o tem pač pogovarjava. Menstruacija je nekaj takega, kar je nekaj lepega v bistvu za žensko, ne? Tako kot sem rekla, en blagoslovje za žensko, ker takrat lahko tudi spucamo marsikaj na energijskem nivoju iz telesa in pa iz energijskih teles tudi, ne. In se mi zdi, da ta menstrualna skodelica je res ona pikica na i. Hvala ti, Mateja, za njo. Ja, z velikim veseljem, no, ker če čisto po pravic povem, sem najprej nase mislila, ker meni ni bila nobena skodelica prav povšeči, ker so mi pač puščale, ker sem imela zares vedno ful močno. In nekako si nisem znala nikakor ne pomagati. Mislim, res sem imela težavo od majhnega. Tudi kamorkoli smo šli, vedno sem imela te močne menstruacije in to je bilo treba nekako ujeti in vse mi je puščalo, vse je bilo premalo. Tako da zato sem si potem naredila prav Lalicap model L, ki ima 40 ml in to je potem, kar mi zdrži, da sem pol lahko res ponudila to tudi širši publiki in evo me, tukaj sem za vas. Super. Hvala. Ja, sej to je, ne, ker to je pač samo izdelek. Izdelek, ki nas podpira v tem, da res ujamemo vse tam, kjer je. Tudi včasih nisem mogla razumeti takih vprašanj, kakor jih ti zdaj recimo takih laičnih, kako bom pa to v WC-ju praznila. Ja, kako pa vložek, a ne? Ne, v WC-ju se tako lahko direktno stranično školjko to umije, da res nisi nič umazan. Potem, kakšne vprašanja so bila vse, a ne, da si že utrujen od ponavljanja skozi in skozi. In si pa rečeš, ja, pa dobro, saj ne rabite, a ne, meni je skodelica najboljša, ne rabite jo uporabljati, če ne gre, ampak vseeno, dajte vsaj, ne vem, menstrualne hlačke ali pa te vložke, recimo te, na primer, ki so 100-krat bolj uporabni, mislim, taki mehki, udobni. Jaz sem ravno govorila o teh vložkih, če slučajno bomo šli še potem naprej. Tole se super zatakne za hlačke in se ima lepo čez celo kot normalen vložek, ker ima noter tako flanelo in so taki super upojni in predvsem za moje pojme 100-krat bolj udobni, kakor oni plastični, a ne. Potem imamo te hlačke, samo toliko, da povem, da ni samo, da imamo en tampon, pa je to, a ne. Ženske še vedno ne vejo, da obstaja cel kup enih alternativ. Alternativ, ki jih v bistvu tudi mi niti ne prodajamo zares, ker se jaz ne počutim najboljš. Ampak recimo takele hlačke, kakor so tele, so pravzaprav prav lušne, seksi kakorkoli, ampak malo pa zaščito do tlele, do gor in do vse, do konca. Predvsem so idealne za ponoč. Samo gor jih natakneš in te baš briga. In to je res tisto, kar nas podpre v tem času menstruacije. No, tele hlačke so pa recimo super za kakšne najstnice. Te imajo pa rade najstnice, zato ker so čisto navadne, samo imajo pač tako zaščito še, da ne prepuščajo madežev. Načeloma v bistvu, tole še moram pokazati, ker moram pokazati zato, da imate občutek, da v bistvu kaj vse več obstaja, kot je en vložek, ki smo ga bili vedno navajeni. Pa tampon, recimo, tampon je meni tako izsušil nožnico, da Bog pomagi in hvala Bogu, da obstajajo druge možne alternative. Recimo, zdaj so tudi taki soft tamponi, na primer. Mi imamo sicer tele srčke, ki so bili narejeni za to, da bi v bistvu imeli higienski spolni odnos. In so toliko se stisnejo, da se dobesedno noter stisnjene potisnejo pred maternični vrat in se jih sicer potem tako ven dobi, ker pač te nimajo vrvico, lahko bi jo pa samo dodali. In so, hvala Bogu, 100-krat bolj mehki, udobni, ne izsušujejo, zato ker so iz take biokompatibilne pene. Ampak hočem reči, neki produkti, ki nam lahko pomagajo, da nam ne porušijo vsega pH ravnovesja v nošnici. In tisti je
kar sem si jaz želela pomagati ljudem, da najdejo eno svojo najboljšo alternativo med menstruacijo iz fizičnega nivoja, seveda. Tako da jaz sem tudi pripravila en tak kviz, Okay, ja. A te lahko samo nekaj vprašam? Te tampončke, ki si zdajle kazala, Ja, to so za enkratno uporabo, ne? To je tako, Ja. kot... to so pa za Okej. enkratno uporabo, ja. Zato, ker menstrualno skodelico, ki je narejena iz medicinskega silikona, se zelo preprosto sčisti z navadno vodo. Samo splakne se z navadno vodo in se jo preprosto sčisti. To pa žal ne moremo sčistiti, ne. Mislim, lahko, ampak ni higienično. Tako da ta kvizek, ja, sem mislila, ga bom tudi pripela potem zraven, oziroma je na naši spletni strani, nič ga ne bom, ker mislim, da nimam niti linka, ali ga bom pa poslala. To je pa en tak lušten kvizek, kjer v bistvu najdeš svojo idealno rešitev, a ne, za menstruacijo. Kakšni bi raje hlačke, kakšni rabijo kopalke, kakšni rabijo menstrualno skodelico, tako da tak simpatičen, no, kvizek, tako da je to tudi kot ena... Res je, jaz sem ga že rešila, tako da mi je fantastičen. No, super. In kaj ti je prišlo? Ja, to, kar mama, ne? To, kar Ja, rabi. seveda. Jaz sem za skodelico, kaj ne rečem. Ja. Ali pa recimo naj še to povem, koliko je zanimiv ta menstrualni tabu, kot je menstruacija, ne. Jaz sem pač mislila, saj zdaj je pa že v redu, a ne, zdaj pa ni več tak bav, oziroma tabu ta menstruacija, zdaj pa že pase, a ne. Ja, ne, mladi še vedno, sploh te mlade punce še vedno imajo tak odpor in sram, kljub temu, da se doma pogovarjajo, kakorkoli, ko so one najstnice, imajo še vedno tak sram pri menstruaciji, da bo treba še kar ene par let oziroma par generacij, da bojo to presekale, a ne. In tukaj je tudi treba zelo fajn podpreti naše hčerke, da jim res ne bo preveč hudo, ne. Ja, tukaj se pa res strinjam. Zelo pomembno je, da se o tem pač govori, predvsem pa, da jim da tudi eno jasnost, kaj je to menstruacija, kako se med menstruacijo negovati, katere izdelke uporabljati. Jaz sem imela tudi eno zelo neprijetno izkušnjo, sicer z vložki, eno zelo znano znamko, in sem imela tako grozno vnetje, res zelo neprijetno. Tako da sem bila potem kar nekaj časa na onih Vir 80, če se spomniš, veš, ko smo jih dobile, ko si rodil, a ne. Sem bila na tistih vložkih, zato ker so bile edine, takrat še nisem poznala teh, ne, naravnih, pa to, kar imaš ti zdaj, ampak je bila edina stvar, to. Ja, to. Ampak to je bilo edino, kar sem lahko imela, ker je bilo najbolj naravno, najbolj brez kakršnega koli, ne vem, vonja, kemikalije, ne, tako da jaz mislim, da je res pomembno, da imamo tukaj nožnica. To je res vhod v, ne vem, v naš svet, ne, in tukaj je treba res poskrbeti, da je kvaliteta in hkrati, da je naravno, da ni nič takega, kar bi lahko škodilo telesu, a ne. Točno to. Mateja, daj mi samo še to povej. Jaz vem, da sem imela na začetku kar malo strahu, preden sem začela uporabljati skodelico, kaj bom jaz to ven dobila, a ne. Saj zdaj je meni to vse jasno, ampak glede na to, da mogoče katera punca pa se to sprašuje, boš ti znala to po moje najbolj strokovno povedati. Ja, res je, veliko punc, to je tudi zanimivo, ne, veliko punc se boji menstrualne skodelice, kljub temu, da je v bistvu to čisto ena taka majhna luštna stvarca, ki pa jo imam, evo, takole v takile torbici je in je takole taka luštna, majhna, nič takega. In se jo stisne recimo, da se jo takole prepogne, a ne, a se me dobro vidi, in se jo vstavi v nožnico, tako da je v bistvu na stene nožnice pozicionirana lepo in ona zbira tole maternični vrat, kamor kaplja, ne, in ona zbira to tekočino. Zdaj, ljudje načeloma včasih mislijo,
da je nožnica 100-krat večja, kot je tole tukaj le pokazano. Ampak razlika pri nas v anatomiji je samo, kje imamo maternični vrat. Lahko je višji, lahko je nižji. In tukaj je recimo maternični vrat, tukaj je pa še prostor. Lahko je kar veliko prostora in tudi zelo tak raztegne se. Kaj sem hotela reči je, da skodelica, ko stoji na mestu, je pozicionirana na stene nožnice in ne bo šla v te predele, ker ne more, ker je tukaj le maternični vrat taka majhna bucika, taka majhna odprtinca, kamor pač ni prostora, da bi šlo karkoli drugega. Zato skodelico stisnemo samo za dno, da ta potla, ki je tako ali tako v nožnici, popusti in jo stisnemo za dno in jo vzamemo ven, direktno zlijemo nad straniščno školjko, splaknemo z navadno vodo, ki jo imamo ponavadi s sabo v torbici, in jo damo nazaj noter. To sem na hitrico povedala sicer uporabo, ampak skodelica se sama ne bo zgubila noter v naši anatomiji. Čak, mogoče, ja, a je tukaj kaj bolj jasna anatomija? Ne bo se zgubila, razen, če je ta maternični vrat res tako visok, zelo visok. Se spet ne bo zgubila, ker jo vseeno, še vedno imamo ta repek, še vedno jo stisnemo, še vedno jo dobimo, nekako ven, že sama težnost jo bo ven dobila. Ampak včasih se ženske malo bolj morajo malo matrati, če imajo visok maternični vrat. Zato smo naredili XL. To je pa res dolga skodelica in tudi dovolj velika, tam ima 51 ml, ki ima repek tudi toliko dolg, da celo normalnim ljudem ven gleda. Zdaj pa ta repek se seveda odreže, če slučajno ven gleda. Zato, ker ga ne rabimo. Če ven gleda, ga ne rabimo. Tako da bistvo je, da stisnemo za ta dno skodelice, da ta potlak popusti in vzamemo ven in je to. Tako da upam, da sem razložila, Super si da se razložila. res ne zgubi nikamor. Ne, Tako. Ja, nikamor ne gre, res ne. Lahko pritrdim. ja. Je pa seveda, ker je to neka navada, ki smo se jo navadili od majhnega na vložke in tampone, samo to smo poznali. Zdaj mi bo kar ena skodelica tam pomagala, da ne bom šla da bom šla lahko brez problema, ne vem, plavati ali pa telovaditi ali pa, ne vem, na potovanje, na primer, ja. Tako enostavno je, samo spet ta, ne bom rekla strah, ampak to navado je samo treba presekati. Tako kot vse ostalo. Super, Mateja. Bi pa v tej priložnosti lepo vas prosim, punce, če imate kakršnokoli vprašanje za Tanjo, zame, zdaj smo tukaj, če kogarkoli zanima, kar natipkite tlele od spodaj, bomo prebrali, odgovorili z veseljem, zato smo tukaj, da se podpremo. In moja namera danes je dejansko to, da imamo en prijetnem vzdušju, da se dobimo, da imamo vsaka svoj čaj ali pa vodo s kristali s sabo in da se ob tem tudi zabavamo in se imamo fajn in se podpremo tudi v energijah. Predvsem pa, da če kogarkoli še karkoli zanima, z velikim veseljem odgovorimo. Če pa ne, pa to pomeni, da so bile dobre, da smo vse povedali. Jaz mislim, da sva veliko mitov in vprašanj tukaj zdajle razrešile, odgovorile. Tako da jaz se ti ful zahvaljujem za povabilo, Mateja, res. Hkrati hvala za super vprašanja in hvala tudi za vse odgovore, ki si nam jih ti dala. Hvala tudi tebi še enkrat, Tanja, in upam, da se bomo še kdaj videli takole na kakšni čajanki,
Mislim, da še nisva vsega predelali. Mava še materijala, ja. Uživajte tudi vi, vsem hvala, ker ste bili z nami in se vidimo na naslednji čajanki. Čau! Čau, čau.